Veste, da je pred nekaj tedni Pahorjeva vlada predlagala novelo kazenskega zakonika, ki je očitno nastajala precej daleč od oči javnosti, saj tisti del javnosti, torej najširša javnost, ki jo v resnici ta zakon najbolj zadeva, praktično sploh ni obveščena o tem, kaj ji ta zakon prinaša, če bo sprejet v obliki, kot jo je Pahorjeva vlada potrdila in je bila tudi že potrjena v Državnem zboru v prvi obravnavi. Zakon namreč v nekaterih členih odstopa od uveljavljenih norm, tudi od ene odločb Ustavnega sodišča. Tisto, kar pa je za navadne državljanke in državljane najbolj bistveno, pa so spremembe, ki jih prinaša na področju kopiranja oziroma uvaja kazensko sankcijo že zgolj za posest nelegalno pridobljene kopije neke datoteke, kadar gre za večjo vrednost. Veste, da po kazenskem zakoniku je meja 5000 evrov in v praksi je ta meja na internetu zelo hitro dosegljiva. Kaj torej ta zakon prinaša? Ta zakon v praksi pomeni, da bo vsakdo, ki bo imel zgolj na računalniku datoteke v vrednosti, formalni vrednosti, več kot 5000 evrov, lahko zaprt za dobo 3 let, v primeru, da pa je z interneta snel datoteke v vrednosti 5000 evrov en otrok, pa bo šel lahko zapor kdo od njegovih staršev. To po domače povedano pomeni, da ta vlada očitno namerava zapreti vse mlade ljudi v Sloveniji ali pa starše mladoletnih otrok, ki danes internet doživljajo kot obliko življenja, imajo preko interneta ključne komunikacije in ga uporabljajo kot vir svojega znanja, svojih izkušenj, svojih informacij. Zakaj vlada posega na tako nerazumen način, je vprašanje, ki pravzaprav odgovarja že samo nase. Kajti ne gre za zlorabo avtorskih pravic, to je treba vnaprej povedati. Če se nekdo okorišča s tujimi avtorskimi pravicami nezakonito, to sankcionira že obstoječi kazenski zakonik in to ostro. V danem primeru pa lahko pride do popolnoma absurdnih situacij. Naj navedem 2 primera, kaj se lahko zgodi. En primer je, da na internetu vsakdo lahko svoji fotografiji pripiše katerokoli vrednost želi. Recimo nekdo posname pročelje stavbe tamle čez cesto in prodaja tako fotografijo na internetu za recimo vrednost 6000 evrov. Nihče je jasno ne bo kupil. Ampak nekdo jo bo skopiral, ker se bo iz tega delal norca. Veste, kaj to v praksi pomeni? Po tem kazenskem zakoniku, ki ga je predlagal Zalar in potrdila Pahorjeva vlada in koalicija tranzicijske levice v Državnem zboru v prvi obravnavi, bo tisti, ki bo tako datoteko imel na svojem računalniku, šel za 3 leta v zapor. Ali drug primer. Verjetno vsi poznate, kako mladi doživljajo internet. Včasih tudi kot obliko tekme. In vsak teden vsi, ki kaj surfate po internetnih straneh, vidite, da izide v narekovajih nova verzija Windowsov, enkrat se temu reče Black version, enkrat dopolnjena z novimi dodatki. Ponavadi sta ene 2 na teden, v resnici, na vares spletnih straneh. In mladi jih pridno snemajo z interneta, ker tekmujejo, kdo bo imel najnovejšo verzijo. In praviloma to počnejo na računalniku svojih staršev, kjer v resnici tečejo legalno kupljeni Windowsi skupaj z računalnikom v OEM obliki, z nalepko in tiste datoteke se zgolj kopičijo na disku, ker jih nihče ne briše, nihče za to v resnici ni oškodovan, nihče tega ne uporablja, nihče tega ne zlorablja, ampak teh datotek se hitro nabere. V nekaj tednih jih ima še 25 na računalniku. Po logiki, ki je zdaj v tem zakonu, je treba pogledati formalno ceno Windowsov Pro, recimo, da je 600 evrov tam nekje, in to pomeni, da imaš na računalniku vrednost 15000 evrov. Še enkrat povem, nihče jih ne uporablja, nihče se s tem ne okorišča, nihče od tega nima nič, zasedajo nek prazen prostor na disku. Tečejo pa na računalniku, kjer so legalno kupljeni Windowsi, torej je tudi avtor programa prejel ustrezno odškodnino. In zato bojo šli starši tega otroka za 3 leta v zapor. To je seveda popolnoma nerazumno. To v praksi pomeni kaj? Da bo
virtualni kriminal v virtualnem svetu lahko bolj sankcioniran kot dejanska kraja dejanskega realnega premoženja v realnem svetu. In če se želite prepričati, si poglejte, koliko je bilo ljudi obsojenih za gospodarski kriminal, za koruptivna dejanja, za, če hočete, tajkunsko prihvatizacijo v zadnjih obdobjih in boste videli, da bore malo. Skoraj nič. En otrok, ki bo pa nekaj prekopiral z interneta, se sploh ne bo zavedal, kaj to v praksi pomeni, bo pa svoje starše po logiki, ki jo predlaga Pahorjeva vlada, poslal v zapor za 3 leta. Temu seveda odločno nasprotujemo. To je na nek način oživljanje revolucionarne socialistične pravne zakonodaje, ki je bila postavljena z nerazumnimi rešitvami, tako da smo bili vedno vsi, vsaj v prekršku, če že ne, lahko obtoženi za kaznivo dejanje. In potem, seveda, če si bil, kot se je temu takrat reklo, naš čvovk, potem nisi bil nič obsojen. To je bilo vse spregledano, ne si bil v partiji naklonjen, ni bilo problema. Če pa nisi bil, potem se te je pa lahko po potrebi kdaj stisnilo. To seveda ni logika pravnega sistema, to ni logika modernega demokratičnega prava, ampak je logika policijske države. In zato v resnici gre. V begu pred svojo gospodarsko neuspešnostjo očitno želi za svojo zadnjo večerjo Pahorjeva vlada servirati otrokom, družinam, staršem v Sloveniji zakon, po katerem bo lahko praktično iz vsake družine šel kdo za 3 leta v zapor. Poleg tega, ta zakon predvideva tudi nekatere povsem nelogične rešitve. Recimo veste, da mnogi programi, pa tudi mnogi aparati so že po defaultu, po samih osnovnih nastavitvah, ki jih prejmeš iz tovarne, postavljeni tako, da se sami povežejo v nezaščitena omrežja, da jih sami poiščejo, ker je to mišljeno kot pomoč uporabniku. Ampak ta zakon pa brez kakršnekoli omejitve predvideva za vsako nepooblaščeno povezovanje v omrežje do leto dni zapora. Pazite, odgovornost, če nekdo ne zaščiti svojega lastnega omrežja, je na strani lastnika tega omrežja, ne pa nekoga, ki uporablja en aparat, ki se bo pač slučajno tam povezal v omrežje in zaradi tega naj bi ga Pahorjeva vlada oziroma minister Zalar poslal v zapor za leto dni. Tudi to je seveda logika, ki ne sodi v Evropsko unijo, ne sodi v moderen prostor in čas, ampak je povsem zgrešena. Evropski in svetovni trendi so v zadnjem obdobju povsem drugačni, na to posebej opozarjam. Poglejte, v Združenih državah Amerike je pred nekaj meseci bila dana precedenčna sodba sodišča, da zgolj IP številka, torej številka, ki jo dobi računalnik ob povezavi v omrežje avtomatično, in pa podatki o snemanju z interneta, o downloadu, kot se popularno reče temu med mladimi, ne zadoščajo za kazenski pregon posameznikov. To je bila precedenčna sodba, ki je v hipu naredila konec vsem tistim razupitim postopkom, ki pa niso vodili v zapor, ampak zgolj v materialno, se pravi denarno odškodnino, o katerih smo lahko veliko brali in se nad njimi tudi upravičeno zgražali, se je šlo včasih za povsem nerazumne odškodnine. Tudi ta zakon gre točno v tej smeri, ampak Zahod se zdaj od tega odmika, mi gremo pa v povsem nasprotni smeri. In to zadevo, ki je nekajkrat pretirana. Poglejte, samo primer. Ustanovitelju The Pirate Bay, ki se je po dokazanih podatkih lahko okoristil za vsaj 7 milijonov evrov neto s svojim posredovanjem možnosti za nelegalno kopiranje, grozi kvečjemu do leto dni zapora. V Sloveniji bi enemu otroku, ki bi zgolj prekopiral nekaj iz interneta, tega nihče ne bi uporabljal, s tem se nihče ne bi okoriščal, grozilo, da bi šli njegovi starši v zapor za 3 leta. Kakšna logika je to? To je logika, ki sodi v nek povsem drug prostor in čas, ki z modernimi trendi nima prav ničesar skupnega. Zaradi vsega tega smo v SDS predlagali, da se vsi te členi črtajo, na to smo že opozorili tudi v prvi fazi obravnave, dali bomo seveda tudi ustrezne amandmaje in obenem bomo predlagali tudi javno predstavitev mnenj, kajti zakon je očitno pravno skrpucalo, ki v nekaterih delih vodi v policijsko državo in bo ustvaril
veliko novih krivic. Tak zakon, vsaj v enem členu, je tudi očitno protiustaven, glede na eno od sodb Ustavnega sodišča, seveda v taki obliki niti slučajno ne bi smel biti sprejet in storili bomo vse, da tudi ne bo. Ker pa je o tem, kaj prinaša ta zakon, bilo zelo malo znanega, predvsem glede tega, kaj to pomeni za mlade, za njihov dostop do interneta, predlagamo, da se o tem opravi javna predstavitev mnenj in naj torej imajo vsi zainteresirani, predvsem pa najširša javnost, tudi mladi, ki internet doživljajo kot obliko življenja, priložnost končno, da na institucionaliziranem mestu v Državnem zboru, tam, kjer je prostor za to, povedo, kaj si o tovrstnih predlogih Pahorjeve vlade v resnici mislijo. Če je kaj sporočilo, ki bi moralo biti ob tem predlogu zakona, ki nikakor ne more biti v čast tistim, ki ga predlagajo, sporočilo, ki bi prišlo do najširše javnosti, je naslednje. Danes je internet vendar oblika življenja, je vir informacij, je tudi s tem vir znanja kot največjega bogastva, vir razvoja. In v Sloveniji ne potrebujemo koalicije in vlade, ki bo mlade zapirala zaradi kopiranja z interneta, ampak potrebujemo koalicijo in vlado, ki bo mladim odpirala nova, kvalitetna delovna mesta in s tem dajala perspektivo v nadaljnjem življenju, v Sloveniji pa razvoj.